Živijo, jaz sem Borut Lesjak. Rad bi povedal nekaj stvari. In za začetek bi te rad povabil, bi vas rad povabil, da z mano naredite 1 minuto kvantnega diha. Za vse, ki ste še na liniji. Danes bi rad govoril o samoljubezni, glede tega, kako pristopaš k stvarem v življenju. Za mene to pomeni zelo konkretno. Tako sem bil otrok, so me vzgajali, da moram ubogati, in sam sem razumel stvari tako, da če bom res priden in če bom naredil vse, kot se pričakuje od mene, me bodo ljudje imeli radi. Do tega sem nekako sam prišel. To mi niso povedali, ampak sem na nekem nivoju, na nivoju intuicije in energije otroka, tako to dojel, tako skopiral in podedoval ta vzorec od svojih staršev, verjetno, in od ostalih, ki so me vzgajali. In od takrat naprej sem se res trudil biti good guy, biti v redu, biti ta prav, politično korekten, prijazen, dokler mi seveda ni zmanjkalo energije, moči in idej in potrpljenja za to. Tako da moje življenje je bilo taka, kako se reče, vlakec smrti, gor in dol. In recimo ta trenutek sem zelo tog, ker vem, da sem pred kamero in nočem preveč gestikulirati in se držim nazaj, zato da bi delal stvari na pravi način, čeprav sploh ne vem, kaj je pravi način. Ja, ta zgodba je neskončna, teh podrobnosti je neskončno, vsaka beseda, ki jo izrečem, je pod nadzorom tega aspekta. Lahko, da so to ujete energije v meni, entitete, kakorkoli temu rečemo, spet, ko razmišljamo in analiziramo, to se samo zaciklamo. Celjenje, kot ga vidim, dojemam in učim pri teh stvarih, leži v spuščanju nadzora v glavi, se pravi v premiku iz glave v srce. Ne v brezumje, to vedno ponavljam in poudarjam, ker vem, da marsikoga to ziritira, ko govorimo o izhodu ven iz uma. Seveda naš je super zadeva in močemo je vršiti v smeti. Kdor dojame trik, mu postane tako jasno, kaj pomeni preiti iz uma v srce. Pomeni, da smo na povezavi med obema točkama in spet lahko karkoli, treba, da je res um in srce, lahko je karkoli.
tretjega. Gre za to, da če gremo k bistvu, se premaknemo v zelo zanimivo stanje zavesti, kjer nismo več tisto, kar smo ponavadi, kjer same sebe več ne gledamo tako, kot se ponavadi gledamo. Komaj se še prepoznamo in počutimo se delno, kot da bi sanjali, bili v sanjah, delno, kot da smo mogoče kozmično pijani. Obenem pa smo lucidni in v samoljubezni in se zavedamo, kdo smo mi, kdo zares smo, kaj zares hočemo, mogoče bolj kot kdajkoli prej v življenju. In seveda tudi tukaj imamo cel kup korakov in to je proces, tako da kar ne obupajmo, če ne preskočimo naravnost, kjer bi živeli v popolni blaženosti ves čas. Jaz zelo rad govorim, precej govorim tudi zato, ker je tudi ta moj isti vzorec. Hočem, da so stvari popolne, hočem povedati čisto vse, da ja ne bi česa pozabil. In tudi to je lahko čisto v redu. Če drugega ne, bo to všeč tistim, ki ste mi podobni, ali pa se boste zgražali. In bistvo je, da srčno verjamem, da vam lahko pomagam. In pridite k meni na mojo spletno stran, kontaktirajte me, če potrebujete pomoč. Jaz vedno ponavljam, da v resnici hočem, da si vsak pomaga sam, ampak na eni točki mogoče je tudi fino, če ti kdo drug majčkeno stoji ob stran, ti da kakšno idejo in navdih. In hkrati je ta video moja izpoved in mogoče ga bom tudi sam še kdaj pogledal, ko bom pozabil vse tole, ko se premaknem nazaj spet popolnoma v glavo. In obenem je reklama. V angleščini se reče shameless, kako se reče reklama. Se ne spomnim ta hip. Ampak skušam biti pristen. Zame to pomeni, da se ne ubadam toliko s tem, kaj je popolnost. A sem jaz popoln, a sem good guy. In tukaj se stvari šele začenjajo. Najlepši del življenja je še pred nami. Tako da, smo na zvezi, se še vidimo. Lep dan, adijo.